površinah se dosti zdaj to dogaja, da ne orjejo več, da je minimalno obdelava tal, da imajo v bistvu zemljo skozi pokrito. Res, vrhunsko. No, to bo tema danes, mama. Boš začela? Boš naredila predstavitev? No, sem začela. Sam povej nam, kdaj Smo že not. Smo že 10 minut not, mama. Že vemo, komu pišeš message. Ne, start sem naredila. Ja. Res, živijo, tako da danes bom pa najprej naredila tisto, kar mi je Jaka naročil, naš režiser in snemalec. Torej, pridružite se, kako se reče, subscribe, kako se reče? Like, share, subscribe. Subscribe, ne, kaj to pomeni, pridruži se, ne? Ja. Naroči se. Potem lajkaj in všečkaj. In zelo so dobrodošli, kam ne gledam, kam mi zdaj govorite, kje? Tukaj ne gledam. Aha, torej všečkajte, pridružite se in kakšni komentarji napišite, baje, da je to zelo dobro, da s tem nam daste moč oziroma večjo slišnost. In jaz vas to enostavno, oziroma jaz osebno, pa Maja verjetno tudi, enostavno vabim, da to naredite, zato da se nas bo slišalo, ker so naši pogovori fajn. Ne? Tako prav je. To je edino, kar lahko rečem. Danes je pa z nami Aljaž Plankl, sem povedala prav? Ja, mi se prvič danes vidimo, jaz sem si sicer malo gledala vse to, kar dela on na internetu oziroma tam na teh tvojih straneh. Ja. Pogovarjali pa se bomo o permakulturi v celoti, ne samo v to, kar sem jaz najprej mislila, samo o zemlji, ker to je pa moja ljubezen, ne prst, zemlja. To je mene rešil. Jaz, na primer, prijem iz vaje, včasih nervozna domov, ke pes, tudi če je ura 11 zvečer, polet pa sploh, jaz si dam lučko gor na glavo in grem delat. In včasih tudi kakšnih z rastlincami pokomuniciram, in rečem, debelo me gledate, ker sem prišla po noč, tega niste navajeni človeške družbe po noči, ne? Ampak mi komuniciramo in meni to rešuje življenje. Torej, Aljaž, kdo si? Zdaj te pravzaprav tudi jaz prvič poslušam, kako bi ti sebe predstavil, kaj delaš, zakaj delaš? Ja, v bistvu bi tudi sebe predstavil na nek način tako, da sem zaljubljen v zemljo. A ti tudi? Ja, dostikrat mi reče, da sem človek zemlje, pa bi ta opis tudi za sebe dal, no? Ker sem v to permakulturo, v svet vrtnarstva sem prišel ravno zaradi ljubezni do zemlje, do tega stika in vidim, da si tudi ti bosa, tudi jaz v bistvu že ful dolg let hodim bos večino časa, tako da mi je to ful fajn. Biti prizemljen, no, mi je nekaj najboljšega. Prišel sem v svet vrtnarstva, začel delati z rastlinami, ugotovil, da je zemlja tisti pogoj pa temelj za vse, kar se dogaja, da to da tisto imunost pa vse. Pol sem pa tudi odkril svet permakulture pa tega malo bolj celostnega pogleda na življenje, na način življenja, ker pač permakultura se dosti ukvarja z zemljo, ampak je tudi dosti, kako bi rekel, načrtovalska veda. Se pravi, se ogromno ukvarja z načinom razmišljanja, kako mi stvarem pristopamo, kako mi od njih razmišljamo, kako jih načrtujemo. Tako da ja, v bistvu cel svet, no. A si ti mestni fant ali si rojen, mislim? V bistvu sem odraščal na vasi, v kraju Vitanje. Kje so že Vitanje? Vitanje je blizu Slovenskih Konjic, Zreč, Celje, že najbolj zdaj vsi vejo približno, kje je. Drugače pa, ja, pri nas tako pravimo, mi smo v bistvu na tromeji med Koroško, Štajersko, Savinjsko, pa na južni strani Pohorja. Tako da, od tam sem odraščal, pol sem šel v bistvu po Sloveniji, sem imel tako zanimivo obdobje, sem pač pustil faks, pa sem šel pol po Sloveniji potovati. Kjer faks si pa delal? Ekonomijo. Res? Ja. Tako da je pol, ja, malo sem ga zabluzil na faksu, sam sem se pol našel v zemlji, v rastlinah, v vrtnarjenju, v permakulturi, potoval po Sloveniji, živel na kmetijah, v najemu, jih obnavljal, življal, dosti pridobil znanja od starejših generacij. Naro poznaš?
Naropoznan, evo ga. Vse za to. Ja. Njega No, bomo tudi tega, to je tvoja želja. Torej, Dolih Martin mi je dal knjigo, tisto njegovo, kako že... Človek navdilen za uporabo. Tako, ja. Super knjiga, res. Fenomenalna knjiga. Ja. no, to se pravi, to je najin gost v prihodnosti. Ja, njega morate nujno Moramo? narediti. Ja. In kje si, zdaj si pa pristal, kje doma ali si... Viš, to zdaj še noben ne ve, ampak zdaj sem kupil kmetijo. A res? Bil sem, v bistvu zadnje 2 leti sem bil v Mariboru, sem bil v stanovanju, ker sem bil prej na kmetijah, pa sem si tako rekel, naslednja kmetija, na kateri bom garal, bo moja. Tako da sem pol šel malo kompromisa narediti za par let. Še vedno sem imel v Mariboru ful dobro možnost, sem imel v najemu dosti velik vrt, 100 kvadratov, pa 1 hektar sadovnjaka tam pri eni družini, ko niso zmogli, ko ne morejo pač negovati celotne zadeve. Tako da sem imel sadje, zelenjavo, tudi v mestu se da, ne, če si malo iznajedljiv. Tako da ja, zdaj smo pa v bistvu, sem kupil kmetijo in bom zdaj ustvarjal gor po teh načelih permakulture, celostnega načrtovanja, predvsem pa, da bomo za zemljo poskrbeli. Kako je to lepo, ti veš, kam si prišel, ne? Na kmetijo, tukaj gor živimo in tukaj je vse eko, bio. Vidim, ja. Ja. Morate kdaj poslušalcem pa gledalcem malo pokazati. Ja, veš kaj, bomo to s tabo naredili, ko boš ti meni rekel, to lahko popraviš, to lahko načrtuješ, pa bomo tako konkretno pokazali, ne? Ja, lahko, to bi bilo dobro. Ja, ker jaz sem ti rekla, jaz sem vse naredila tako, kot pač kar sem znala pa vedela. Malo mi je mama povedala, malo ne. Bistvo pa je, da je Maj tisti, ki je mene, naprimer, če zdaj gremo takoj, naprimer, k zemlji, ne, v obdelovanju zemlje, samo to bom še prej povedala, po zemlji hodimo, ne, ker fajn jo tlačimo dol, ne, da pa ona nas tudi en dan, da se mi en dan vanjo spremenimo. Prej, midva sva pa imela tudi že pogovor, a veš, tako hočem reči, kako se vse zapira, vsi krogi, kako je vse to povezano. Naprimer, če človeka gledaš po auri, po čakrah, ne, in prva in druga čakra sta prizemljenost, ne, in sta Dragica, in to se pravi ene naše prijateljice, ki so govorile o tem, rekli, da imamo ljudje največ problema s prvo in drugo čakro. To pomeni s prizemljenostjo, ne. No, in zdaj je to zanimivo, midva imava tako zemljo rada, oziroma po njej hodimo, pa nimamo stika z njo, ne. Kako bi ti zdaj to povezal? Ja, meni ta prizemljenost res je ljuba, zato ker, kako bi rekel, ne rabiš preveč filozofirati, no. Te najbrž, ko čutiš tudi ti, ne vem, ko greš poletje ali pa ko greš na vrt bosa ali pa če, ne vem, delaš z rokavicami ali brez. Vedno si dam rokavice gor, pa se mi pa strgajo, pa začnem ful uživati. In ta stik z zemljo se mi zdi, da nas ljudi res poveže, ne, ker tudi, zdaj, če gremo, ne vem, mogoče malo na znanost, ne, pač imamo negativno v bistvu naboje, ne, in če nismo mi v direkt stiku z zemljo, v bistvu ne pride do tega stika, ne, in pol z bosansko hojo recimo ali pa z delom na vrtu, ko delaš brez rokavic, to se ti čisto rechargeaš, in je res deluje. Zdravilno, ne, v bistvu, ne. Jaz dostikrat sem tako, ko sem, pa ne, da sem bil slabe volje, ali pa tisto, veš, ko si v umu, ne, pa tam vidiš vrt, ko je zapleveljen recimo, ali pa imaš nekaj za narediti, pa v umu si tako, ne da se mi, ne, pol pa sam malo primeš nekaj tam zemljo ali pa rastlino, pa si noter. Ja, jaz tudi, ja. Pol je konec, ne, in tako da ja, z zemljo je meni, zemlja je bila meni temelj, zakaj vrtnarim, vedno in mi vedno bo. Ne toliko pridelki, ne toliko rastline, ampak zemlja, zato ker mi je res gušt v bistvu vrtnariti, pa na koncu... Prosti, tudi to ne je ta predelana zemlja, ko so na njivah, ko vidimo grude velike, ki so tako, ne. Ampak ta zemlja, ki je živa, ne,
To se mi Ja, zdi, da je treba povedati. ja, To, kar tako. ti delaš, kar jaz vem, so organizmi v zemlji, celo so sloji Ja. in to, ne, na to malo povej, kako to zgleda. Ja, ta fora bistvo je v čem nevidno. Ne? Jaz ratam živčen, ko vidim golo zemljo. Tako, če vidim golo zemljo, mi kar srček začne. Ja. In meni je res namen, da na vrtu res je zemlja pokrita 365 dni na leto, zato ker je to na nek način zakon narave. Če pogledamo ne, v naravo, Res je, ja. v gozdu je zemlja vedno pokrita, na travnikih je zemlja pokrita. Kdaj zemlja doživi v bistvu stres, je takrat, ko so kakšne naravne ujme, potresi, poplave, ono tretje, četrto, ali pa ko jo človek razdira. Ne? In dejansko, ko vidiš, da se zemlja zelo hitro hoče nazaj z rastlinami obnoviti, a ne zapreti, se pokriti, ali pa z organsko snovjo, kot je listje v gozdu, pol začneš malo tako razmišljati, zakaj bi pol jaz na vrtu imel golo zemljo, ker jo zemljo, recimo golo zemljo, sonce zapeče, veter jo izsuši, dež jo zbija in pol se ljudje čudijo, zakaj imajo sred poletja take razpoke na vrtu, pa vse je zbito, vse je suho. Pa zakaj eno leto lahko nekaj raste, drugo leto pol ne se Tako, raste ja, tam, ne? ja, pa zakaj je vsako leto slabša zemlja, zakaj je vsako leto rodovitna? Ne zato, ker nisi gnojil, ampak zato, ker vsakič, ko mi v zemljo odrezamo, organska snov oksidira in je manj življenja, to, ko si rekel. Se pravi, zemlja je živ organizem, ne zemlja sama, Ja. ampak če v zemlji ni živih organizmov, je to samo neko blato ali pa samo pač kup peska ali pa gline, če pa imamo mi žive organizme v tleh, ki jih mi lahko podpiramo, pa obnavljamo, pa regeneriramo, pa spodbujamo tako, da mi zemljo zaščitimo pred temi naravnimi dejavniki, pol pa noter je celo vesolje, to, ko sem že prej Ja, vesolje, praviš, kaj vse. Veš, kaj je knjiga, je meni tudi, mislim, kar odprla in hodim po gozdu zdaj drugače, kako se drevesa komunicirajo. To je en cel svet. Tako. Kaj to dela od spode? Mislim, če to moraš prebrati to knjigo. To je, Kako si rekla? kako že drevesa, Skrivnostno življenje dreves. skrivnostno življenje dreves, ja. Ker one se, razumeš, ko je naprimer eno drevo propada in to komunicirajo druga drevesa in ta štor ve, da bo hrana za, mislim, to je prav neka inteligenca, Kako se reče ne? temu, kako so gobe povezane? Miceli, ja. Miceli, ja. Ja, to so te povezave preko teh živih organizmov. Drevesa sama niti ne toliko, ampak z organizmi dejansko oni to Ja, saj, veš, če greš v gozd, pa listje kdaj odkopljaš, vidiš, da so bele listice v spodnji, pa to ne. To so sem se take za las tanke nitke noter, in potem dejansko so, recimo korenina, če je, ne vem, korenina toliko dolga od drevesa, potem te organizmi, glive so v bistvu še podaljški teh korenin, in recimo s pomočjo teh gliv lahko drevesa grejo še globlje do kamnin, pa kamnine raztapljajo, pa jih prinašajo na površje gor, pa dajo hrano, ta pravo, pa minerale. Pa potem recimo, če drevo, recimo da eno drevo tukaj nima dovolj vode, s pomočjo teh gliv, pa s pomočjo tega življenja sporoča, da ima premalo vode in lahko te mikroorganizmi potem prenašajo vodo do tega drevesa. To Taka naravna demokracija. Ne? Ja, A? pa to Pa je vse res. en organizem, mislim, pravijo, da je v bistvu to, kar je meni najbolj zanimivo bilo, ker sem bral nekje, da s tem, ko so povezani, v bistvu, ko tle neki 10 km stran neki razmišlja oziroma neki rab, istočasno ta stvar tle. Se pravi, ta povezava je instantna, ni v bistvu Tako, niti, da bi tako. rekel, da mora biti povezava, ampak obstaja in tle Ja. istočasno. Ne. To je Jaz- tako ja. mind-blowing. Ne. Predno pozabim, jaz ful velikrat dam to, ne vem, a je prispodoba, analogija, karkoli. Recimo, tam mikrobi pa življenje v tleh je kot internet. In zakaj bi šli kable rezati, Ja, točno, če smo lahko vsi povezani. In isto je v tleh noter. To je en internet
mreža, ki deluje po svojih zakonih in Pa čim kaj? manj V bistvu na drezamo. vrtu, ko smo govorili o vrtu, in na vrtu v bistvu ti lahko to vzgajaš. Ne? Ni samo tisto, kar tako. ven pobereš, ampak tudi tisto, kar spodaj vzgajaš. Ker Tako. tukaj je on rekel, ne? Ja, veš, pol, kot lete nekaj zmanjkati, iz drugega dela vrta pripelje sem in tja in v bistvu dela namesto tebe. In to pa, kot jaz razumem, je permakultura. Pol, ne? Ja. Da ti v bistvu vzgajaš nekaj, da dela za tebe. Ne? Povezave, pa dejansko delaš nekaj, kar ima smisel, da ti pol vrača presežke pa neke koristi, da ne rabiš delati ena in istih stvari, pa da si v začaranem krogu. Ampak a je to skozi zgodovino, a je bilo to, je človek kdaj živel simbiotsko s tem, tako kot zdaj mi sanjamo o tem, a je kdaj človek simbiotsko živel v zgodovini s tem? Jaz zelo verjamem v to, tudi določene knjige, ko sem jih bral še kot otrok o Indijancih. Jaz sem zelo tak človek, zelo so mi blizu plemenske združbe pa to, ne, in zelo verjamem, da so bili včasih dosti bolj povezani. Mislim, so bili, mogli so biti, drugače ne bi preživeli, a ne, in mi smo tisti civilizacijsko usmerjeni, ko pač delamo Vse ni malo. to iz Južne Amerike, ta permakultura in to Ne, veš, kaj si, ko sem brala Hararija, to tudi predlagam brati Harari, Homo sapiens, Homo deus in 21 napotkov za 21. stoletje, to vam predlagam. Ti razumeš, kdaj se je prav začel te stroj, pa tole prekopavanje, pa to. Jaz sem vprašal zaradi tega, veš, ker smo mi prišli iz pračloveka na tega, kako se reče, srbski poljoprivrednika. No? Ko se reče. Ne, a veš, a je bilo v tej fazi, če smo živeli kdaj tako, ali smo šli takoj uničevati ogromne dele narave, ker veš, ker smo mi, bereš bobre in tako, ker so zakurali gozd in pa se iz tega naredili nekaj. Ne. Tako me zanima, če smo bili kdaj res in sync s tem. Kakor sem se jaz pozanimal, pa malo bral knjige, smo glih tukaj naredili napako, ker smo šli iz nekih nabiralniško-lovskih združb v pridelovalca. Ne. Zdaj pač mi hvatimo neke krivine pa kompromise, ker jih moramo sprejeti, pa se moramo naučiti pridelovati hrano na trajnostni način, ne, ker se da. Ne. Včasih je pač neki civilizaciji reka poplavila cela polja, prinesla novo rodovitno zemljo, očistila plevele, vse je bilo lepo spet golo in so lahko posijali na novo, ne. Niso si oni to orali. Ne. Jaz sem celo slišal za informacije, teorije, Egipčani žita niso gojili za hrano, ampak zato, da so lahko gradili, ne. Ker pač žito ima toliko glutena v sebi in so potem to imeli kot lepilo, ne, kot snov za gradnjo tudi. Ne. Pa za pivo delati. No, to sem hotela povedati. Harari to ful dobro opisuje, kdaj se je to začelo. Takrat, ko je vedno več ljudi skupaj živelo. Z industrijsko revolucijo, ko so se začela mesta, takrat je začela se ta potreba, pravzaprav smo rabili več hrane, ne? In ljudje si je niso več tako pridelali. Več, koliko je lahko pridelaš, več ljudi je živeli na... Koliko je, za to zihrati, veš, koliko je poprečno, koliko zemlje bi mogel imeti človek, da bi lahko preživel? To vprašanje je zelo težko, še težje pa odgovor, zato ker je zelo odvisno od tega, kako ljudje se prehranjujejo, kak način življenja imajo, ne. Če ti večino svoje hrane rabiš, ne vem, na osnovi nekih žit, pa to boš rabil ogromne površine, ne. Če si ti bolj zelenjadar, pa sadje jed, pol se te površine lahko dosti zmanjšajo. Ne. Seveda, pa ti danes, mislim, jaz nabiram tle divje rastline, ne? Divje rastline tudi. To je pa še en poseben svet, ne, ki sem čist. Jaz, ko to grem naprimer na travnik, pa malo, zdaj, ko bojo tele prvi listki, že gledam, veš, malo lipice, pa malo tega, pa lipe. To je zdaj ful popularen, je pa tudi ful luškanje. To kot Katarina sem videla, zdaj ful objavila, Katarina Marinč, ne, ona je nam tle pokazala, pa mi da so na Pardarju. Dario Cortese je umrl, mi da sem bila Blaše tam, ker smo si mi iz tepk naredili, pa iz tistih travniških rastlin. Ja, meni je tudi on odprl ta svet, ful te divjosti pa to. No, ampak zdaj, če smo pri permakulturi pa v Sloveniji, jaz bom povedala to. Mene je maj komi prepričal, da sem nehala prekopavati. Mene je mama, se pravi, najprej je mama imela vrt, kjer sem ji jaz pomagala kot nujno zlo. Nisem živela nikoli na kmetiji, se pravi, ob hiši, tam smo imeli tisti vrt. Potem sem seveda na vse to pozabila, imela sem pa vedno rada naravo. Potem pa je pač, ko sem dobila otroke, sem pa začela otroke spet v naravo
voziti in tako sem tudi jaz to kmetijo najdla. Ne? Mi smo si sicer novo hišo naredili, ampak in tukaj sem pa njegov ta vrtiček od tega človeka prvič začela, ampak sem tako, kot me mama učila, prekopavati in smo to. Še v bistvu čim Pol sem globlje, šla, ne. pol sem šla naprej in sem frezala. Ne? Sem rekla, ne sme se prekopavati, to sem slišala. Od frezanja, jaz namreč nisem mogla razumeti, kako lahko kaj zraste tam zunaj travnik, trda zemlja, kako zdaj jaz ne tlele, to si ti meni razlagal. Najtežje razumeti, ja, to vsem, kar razlagaš, a veš, kot si rekel, ker vsi predstavljajo zemljo tako, zbito od sonca, posušeno, zbito Ne, pa trava je, dežja, trda ne. je. In pol ti razloži nekomu, da če daš tle gor pa pol metra listja, pa ne, boš v bistvu spodaj zemljo takole lahko, Tako, ne, ja. pod tem. Moraš si predstavljati, da je ta trava, ne, ko je zdaj gosta ruša, ima ogromno korenin. In ko ti to z neko organsko snovjo pokriješ, začnejo te rastline propadati, ker nimajo dovolj sonca, nimajo fotosinteze. Ja. In potem začnejo te rastline gniti in vse tiste koreninice zgnijejo. In kaj se pol zgodi, ogromno zračnih žepkov nastane, vse skupaj se prerahlja, pride ogromno organizmov, da vse lahko to pojejo, a ne. In to potem, to je tako, da bi kruh pekel, pa da shaja, veš, in je... Pa to, a ne, če se vrnemo mogoče na permakulturo kot nek celostni način razmišljanja, a ne, to opazuj in deluj, a ne. Dajmo najprej opazovati, kako narava, kako lahko drevo zraste 30 metrov visoko, pa ima take ogromne korenine, Pa nič pa prekopavamo. noben ni nič prekopával, ne. Ja. In probamo se res iz narave učiti pri permakulturi. Probamo opazovati naravne vzorce. Permakulturniki smo mahjeni na vzorce. Se pravi, da opazujemo vzorce, kako stvari delujejo in probamo pol te vzorce preslikati ali pri načrtovanju bajte, pa kako je bajta povezana s celo kmetijo, ali pa kam bomo umeščali vrtove, kam bomo umeščali neke vodne elemente, kje bojo sadovnjaki. Tako si rekla, ne, ko si delala malo po občutku, si rabila par let, da si ugotovila pravi Da prostor. ene rastline na soncu ne bojo rasle, ne? tako. Ene pa samo na soncu. Tako. Ne? Ja. In to je bil nek del opazovanja. Mi pri permakulturi hočemo ljudi samo malo hitreje ozavestiti, malo prej jih pripeljati do tega, da če se malo ustavijo, pa malo razmislijo, pa malo opazujejo, bojo veliko hitreje prišli pol do rezultatov, pa z veliko manj garanja. Ne. No, in jaz sem šla pred 2 letoma, ti si mi tisti polivinil velik prinesel, ti si najprej ti sam to naredil, pa sem to gledala. Jaz sem gor, jaz sem najprej z senom, no. Senom sem tudi videl pol tega, veš, to je fora, ko vidiš, kako porabi zemlja, ti ne vidiš, da izginja. Jaz sem ga takole, čez en mesec sem prišel, tega že ni bilo več. Pa ni ne veter, ne, to je prav kar usrkala je zemlja to vase. Ja, pa sem jaz šla z temi kartoni. Pa sem drugo, ker je to vse propadalo čez zimo, pa so bili tisti trakovi, veš, ker so trakovi skupaj, sem to pobirala, mi ni bilo všeč. Pa sem pa pokrila z polivinilom, ne, tem črnim. In pa sem prvič v življenju res spomladi samo rolala tist in je, še prej smo dali tiste stvari od spode, in pa sem res videla, da to res deluje. tako. Ampak zakaj sem rabila to kled? A je to lažje? Ja, v bistvu verjetno je To so navade razmišljanja, delovanja, ko pač to je tako tista zgodba, ne vem točno, kaj gre približno, ko otrok sprašuje, zakaj odrežeš pečenko tle na strani, pa jo potem daš tukaj na sredo tega pekača, ne? Zakaj ni kar cela, zakaj ni cel kos, pa pol, ja, tako je moja mami delala, pa gre babico vprašati, ne, zakaj to, ja, tako je moja mami delala, pa gre prababico vprašati, ja, jaz sem tu odrezala zato, da je sploh noč šla, ker je bil tak mali pekač, ne. Oni pa ponavljajo to brez... In dosti stvari mi v civilizaciji pač ponavljamo, brez da bi, ker imamo ogromno novih znanj, pa to, ko sem prej omenjal, ne, šele v zadnjih 20 letih mislim, da so lahko res aparature dosti sofisticirane, da vidijo določene mikroorganizme v tleh, ne. Prej mi se sploh nismo zavedali, da je to živ organizem zemlja, ne, oziroma to, kar ona podpira tukaj noter, da če tega življenja ni potem hranil za rastline, rastline ne morejo delovati.
In ja, je to. In kaj je, Možen naprimer, svet. če pogledaš dan Slovenijo, mi smo vrtičkarji, ne? Ja, Mi smo. ja. Naprimer, kaj je tisto, kar je največja nevarnost, da bomo naredili zemlji? Kako zemljo uničujemo, razen to, da jo seveda na vrtovih prekopavamo, pa hočemo ves čas, da je gola. Ja. Kaj je še zastrupla zemljo? Kaj je še škodi? Ja, definitivno razna škropiva, kot so potem kakšni herbicidi proti plevelu ali pa kakšni fungicidi za kakšne glivične bolezni. Pa to so zelo agresivne stvari, ko potem je sam začaran krog. Se pravi, s temi strupi mi pobijemo življenje v tleh in potem so rastline pa zemlja imajo še manj imunskega sistema in je potem se sam nalaga in so potem še bolj, kako bi rekel, problemi se sam stopnjujejo, ne. Pol je še več plevela, še več bolezni, zato ker zemlja sama nima imunskega sistema, ker smo ga mi pobili, a ne, ker vsaka Še bolj kapljica. trdovratni so pol, ne? Ja, še bolj trdovratni, še bolj navajeni, drugi pleveli, še bolj hujši pleveli in vsaka kapljica strupa, ko nam pade tam na zemljo, pobije določen del mikroorganizmov, a ne. In jaz bi rekel, strupi, ta mehanska gonja, da stalno drezamo v zemljo, to, a ne. Zelo bi tu opozoril na semena, dajmo biti malo pozorni na to, kakšna semena kupujemo, a ne, ker zdaj se že svašta prodaja po teh zadrugah iz tujine, tako da to semena, da so dobra semena, a ne. Tudi sadike recimo, a ne, če sadike kupujemo, smo zelo odvisni od tega, kaj so s temi sadikami delali, pa v kakšni zemljici so tam zrasle, pa kaj vse je v tistih zemljicah tam noter, a ne. Kot pa, če si mi to sami vzgojimo iz svojih semen ali pa iz semen, ko jim zaupamo, iz kakšne ekološke semenarne, slovenske ali pa tudi če je To je tuja, zelo ne. pomembno, to je treba opozoriti. To smo imeli mi lansko, se spomniš na izletov Neznano, ki je bila ona gospa, kako je bilo že ime? Ne vem, kako je bilo, bom moramo pogledala. reklamo narediti, Ki Ta, je svoje semena pridelovala in jih prodaja in tega Tako. je veliko tudi pri nas, ne? ja. Ja. To se treba kar... Je v Sloveniji kakšna nevarnost, da bi zastrupili Slovenijo? Mislim, drugje industrijske države v bistvu. A mi sploh še kaj industrijsko pridelujemo tukaj v Sloveniji, kaj tako na silo? Jaz dosti ne posvečam takim stvarem, ker bolj svojo špuro. Mi imamo srečo, da smo hribovita dežela, a ne, Ja. ker malo je strašljivo, ko greš recimo v Prekmurje pogledat, a ne, kjer so malo bolj ravnice že, pa greš tisto zemljo tam gledat, je kar malo tako že puščava, a ne, ker so lahko mehanski vplivi dosti močnejši, pač lahko se tista zemlja res poindustrijsko ravna z njo, a ne, pa izkorišča in se vidi, ne, ta vpliv tam in je slabo stanje, no, glede same zemlje, glede tega, Ptujsko polje pa to ne, ja. koliko morajo oni dejansko že vlagati v to zemljo, ne, ker problem je v tem, to, ko si prej vprašala, isto je na njivah pol, ne, na večjih površinah. Vedno bolj si odvisen od teh inputov, a ne. Vsako leto moraš dati več pesticida, herbicida, gnojila, ne, če je to umetno gnojilo, kakor si ga dal prejšnjo leto, da bo potem sploh lahko zemlja podpirala, ker pol čez čas je zemlja samo še prah, a ne. Ni več živ organizem. Mi se res zavzemamo za to, da mi gojimo živ organizem. Mi vrtnarji, sonaravni vrtnarji, mi najprej gojimo tla, ne, vzgajamo mi tla, ne rastlin, ne. Rastline zemlja vzgaja. Mi vzgajamo zemljo, da je čim bolj živa, da pol lahko podpira vse to, kar se dogaja nad zemljo, ne. Zdaj mi pa tu povem, ker meni na primer včasih kdo reče, jaz tle vse sama predelam zase, ne. In pravijo, ja, ni več dovolj rodninskih snovi, pa jaz rečem, ja, mogoče ja, v unih, tisto, kar kupite pri meni, pa je. Ja, tako. Ne, ampak mi pravijo, da kakorkoli že, da ni, da na splošno je zemlja bolj revna z rodninskimi snovmi. Zdaj pa ti meni povej, a je to tle pri meni res? Odkot pa naj bi bila tle zdaj bolj revna zemlja? Ja, fora je v tem, da je veliko odvisno od živosti tal, ne. Ja. Od te
rodovitnosti, živosti. A ne? Zato, ker tisto, ko sem prej razlagal, kako so v bistvu mikroorganizmi na nek način odgovorni za prenašanje mineralov tudi, pa teh rodninskih snovi tudi, a ne, in to, ker pač rastlina sama po sebi nima za burek brez teh živih organizmov, a ne, ker pač... Ampak jaz le nič takega ne delam, zakaj bi bilo razlika med tem zgornjim vrtom, ki je vrt že 100 let, pa med vrtom dol, ki smo ga mi začeli delati. Je velika razlika, ogromna. Pomisel, ista rastlina, koliko mečka na tle zraste, pa kako enormno, ogromna zraste dol. Ampak to tudi moraš biti pa pozoren na to, da ni nujno, da manjša rastlina ima manj mineralov, pa manj hranilnih snovi zate, recimo. Zato so recimo divje rastline še vedno prvakinje v tem, kaj ti dajo. Jaz se dostikrat tukaj spomnim na ekološkega kmeta, ko je zelo dober prijatelj moj, Primož. In on v bistvu je rekel, ko se mu dostikrat ljudje tako zdaj ne več toliko, včasih so se pa ful potarnali mu, zakaj ima toliko drago zelenjavo ekološko, ker je ekološki kmet. Rekel, ja, ko greš ti v trgovino kupiti, ti kupuješ vodo, pri meni pa kupuješ hranila, pa to, kar rabiš, zato ker recimo na nekih industrijsko pridelanih njivah to rastline pumpajo s temi gnojili. Bog ne dej še v kakšnih unih šotorih, ki so samo v vodi. To rastlina potem v bistvu raste prehiter in ful ima vode v sebi, in je prazna pol. In tudi je zaradi tega v svetu žužkov, bolezni in tako je ona kot en mutant, in jo zato napadajo in je tudi bolj dovzetna potem za napade škodljivcev pa bolezni in jo hoče eliminirati. Ja, jaz sem, kar se tega tiče, tle res bogata, jaz ne morem, enostavno, jaz nisem solate kupila po moje 5 let nikjer, ker je ne morem kupiti. Zaradi tega, ker mi je tvoj starejši brat pokazal, veš, moji sinovi so vsi tako, mi je pokazal enkrat en filmček, kako na nekem želeju... Proti toku smo, veš. Na enem želeju, mislim, da na želeju vzgajajo solate in jaz se ne morem od takrat več kupiti, In reš pa, če nimam tle gor, grem reči, tudi pod snegom, ti v srčiko regrata lahko ven dobiš. A veš, pa jih imaš pač samo 3, 4, 5, pa je zadost, ampak ti dobiš tisto, kar je zares. Se po mojem se lahko marsikdo poistoveti, tako ko vrtnarji, pa pol recimo neke določene zelenjave nima na vrtu, pa gre v trgovino, pa jo gleda, pa ne morem kupiti. Raj ne pojem, pa čakam še eno leto, da bom spet imel na vrtu. To smo se zadnjič o paradižnikih pogovarjali, pa sem se pa jaz spomnil, kako mi na pol gnil ga raj odrežeš, pa tisto, kar je zdravo ven, kakor da greš v trgovino, ker so vsi isti, pa če ga fejs posoliš, nima okusa. Mislim, v bistvu zdaj po celem svetu je ta trend, da bi začeli varovati svojo zemljo, da je to res naše bogatstvo. Ti imaš kar dosti stika, a je dosti mladih ljudi, ker vi ste mladi, se pravi, pravzaprav vi ste zdaj tisti, ki ste nam permakulturo oziroma to spet nas spomniti, to srednjo generacijo, ki je malo še od stare vlekla naprej, pa tako naprej. Koliko je te zavesti? Koliko se tebi zdi? Ja, veliko, ogromno. Jaz sem v temu nekje 10 let in vidim, da se spreminja in da je ljudem to že zdaj nekaj normalnega. Recimo vrt brez prekopavanja pred 10 leti so me ljudje tako gledali, kaj se ti. Zdaj je to normalno že na nek način. Kar se pa tiče trenda, pa ja, ogromno je mladih kmetov, ki se to zavedajo, ogromno je kmetov, ki regenerativno kmetujejo, ki pridelujejo zelenjavo brez mehanizacije, pridelujejo zelenjavo, zelo dobro zelenjavo, na manjših površinah in te površine res optimalno koristijo. Ne izkoriščajo, ampak koristijo. Ampak imajo tudi kaj od tega, ali to sam zase pridelujejo? Ja, so. Veliko je mladih vrtnarjev in kmetov, ki dejansko prodajajo zelenjavo. Živijo od tega, dejansko. To je mene vedno motilo. Zato je pol prihodnost možna. No, se zato sprašujem, ker mene je vedno motilo, naprimer, ko smo mi prišli sem, so meni moji pametni mestni prijatelji rekli, pa kaj se tu matraš s tem vrtom, pa ta greš, to reš, pa kupiš. Da se ne splača, da se ne splača.
Ja, jaz sem eno Meni se poletje zdi, to da delal. se že splača, ker izkušnje pa veščino pridobivaš, kako si svojo hrano pridela, to je pa neprecenljivo. Ja, Tudi če pa ti točno prvo to. leto nič ne zraste, Ja. imaš eno izkušnjo, imaš eno veščino, ko se mi zdi, da bo vedno bolj pomembna. In tudi ja, vsakega od teh mladih vrtnarjev, kmetov, ko vprašaš, kaj jim je temelj, zemlja. A ne? Ja. Brez dobre zemlje nič ne bo. A ne? In, ja, To se pravi, da se splača, da lahko tudi od tega živiš. lahko tudi od tega živiš. Ja. Ja, če se seveda druga stran zaveda, da je, saj v Sloveniji je dosti tega, pejte k lokalnim kmetom in tako naprej. Tako. Ker ko sem prišla sem, je tudi še nekaj drugega bilo. So lokalni kmetje tlele, tisto droben krompir, ki jim je ostal. Jaz sem bila zraven, ker se je kmet hvalil, sem ga prodal za ekološkega. Ne? Pa mi je bilo prav težko pri srcu, ne? Ja, Ker se ja. tudi dosti golfa okrog tega. Ne? Ja, vse golfa, samo to so pač tisti malo tako, ko pač se ne zavedajo pol dolgoročnosti. A ne. Ti lahko mogoče nekoga enkrat na T, ne, pol pa ne več. A ne. In pride slej ko prej na dan, kaj dejansko. In zato je tudi dosti pomembno, da ljudje, potrošniki prevzamejo odgovornost. Ja. Prevzamemo odgovornost. Ne. Prevzamemo odgovornost. Tako, Ja. da poznamo človeka, ko nam prideluje A hrano. ne? A ne? Tako. To je tudi ful pomembno. To Ne? je, kmetje bojo imeli še veliko moč nad nami. Hvala Bogu. Samo mi smo del njih že. Ne? Ja. Ja. Sam je zanimivo, ne, kako, v bistvu, kako skozi leta tudi ti zdaj razmišljaš, tudi meso vzemaš pri sosedu, ga tudi ne kupuješ več v trgovini. Ne, jaz ga tudi skoraj že ne jem, če pa ga jem, da točno vem, odkje je, drugače ga Točno. ne morem. Tako, Ne, tako, ja. ne morem več. Ne? To je Ne, v bistvu ja. ena evolucija, ne? Ko vedno bolj ozaveščaš, zakaj gre. Ampak to, mi smo naprimer v tej mreži ekoloških kmetij, ne? In sem celo jaz šla ene parkrat že na predavanja, ker me je zanimalo, kako ljudem to približajo, ne? To ekologijo. In sem pogrešala nekaj, namreč to, da bi tudi gojili to strast, a veš, ta oseben odnos do tega, kar delaš. In tudi tam sem slišala, da je v Sloveniji čedalje manj ekoloških kmetij. Ja, zato ker sploh mladi opažajo, da se sploh nima pomena to. To je samo ena oznaka Aha, in se mu ne splača z birokracijo ukvarjati. ja, ja. In ima raj mir, pa on sam ve, da je za to strasten in da mu bojo ljudje zaupali, zato ker bojo poznali njega, pa poznali njegov način pridelave. In marsikdo, ko ga jaz poznam, prideluje vrhunsko ekološko zelenjavo, pa ni Pa ni ekološki. noter, pa ni noter, ja. Zato, ker ima preveč birokracije in bi mogel še imeti 10 tajnic zraven, če bi hotel pol to delati. A ne? In Ja, ja, žal veliko teh birokracijskih stvari nima smisla za kmeta. Pola, ne. In tako kot si rekla, na prvem mestu mora biti strast do zemlje, pa do pridelave, pa do tega, da to v prvi vrsti on to zaradi sebe dela. Da ne bo šel v to noč zato, da bo zaslužil, ampak da bo pomagal zemljici, da bo v bistvu imel za sebe neko prihodnost, pa kvalitetno življenje, pa da bo lahko ljudem pol to ponudil. A ne. In to mora imeti človek strast, brez tega ne gre. Zdaj si povedal najbolj bistveno, namreč to je to, mi se vsi, namreč povedal si tisto, kar jaz ves čas govorim, ne. Mi ne rabimo, mislim, človek v bistvu mora, edina oseba na tem svetu si ti, nase se lahko zaneseš. Torej ne na birokracijo, ne na državo, ne na nikogar, nase. ja. Zase delaš, zaradi sebe delaš, zato, da bo drugim boljše, ne. Tako. A ne? Ne pa... Ja. In to je tudi ena zanimiva zgodba oziroma čisto resnična stvar, a ne. Zakaj se mogoče v Sloveniji stvari še niso toliko premaknile, kakor bi se lahko, ker imamo vse pogoje. Recimo v Ameriki, a ne, so kmetje zelo na slabem, kar se tiče subvencij. A ne. Tu pri nas imamo še vedno ful subvencij. A ne. In tam, ko pač nimajo toliko subvencij, so mogli poskrbeti za lastno rit. Ne. In si pol kmet ni več mogel privoščiti toliko pa toliko
umetnih gnojil kupiti, nisi mogel več privoščiti kupiti pesticidov, herbicidov, ni več mogel s traktorjem več iti tokrat na njivo, pa vso to nafto porabiti. In je čist iz ekonomske računice postal bolj ekološki. A ne? In so v Ameriki zelo veliko naredili v zadnjih 30 letih, kar se tiče minimalne obdelave tal, kar se tiče tega, da grejo veliko manjkrat na njivo na leto, a ne? Da se prideluje v bistvu vse skupaj veliko bolj v skladu z naravnimi zakoni, kar se tiče zemlje, pa to, da je zemlja ves čas pokrita, da ni gola. In ja, pol imaš tudi take stvari, a ne. Super, no viš, to smo se zdaj pa kar eno orang teme se dotaknili, ker tudi jaz razmišljam, da grem ven iz teh sistemov, ker naprimer je treba vse pisati, ne, in meni se snima pri vsem tem delu, ker imam še drugo delo, ne, ne zapišem si, včasih si zapišem, včasih ne, in pol pač razmišljam, koliko ima to kakšen smisel. Če gleda kakšen inšpektor, skozi zapišemo vse. Vse si zapišemo, ja. Jaz pa ne bi zdaj glih ljudi odvračal od tega, da ne grejo v ekološko, ampak veliko bolj kot certifikat bo pomembno, da imaš človeka, ko mu zaupaš, pa veš, na kak način prideluje, pa kako on fura svojo kmetijo. No, pa še nekaj, ne, tisti, ki dajo certifikate oziroma ki delajo ta združenja, bi se morali predvsem zavedati to, naprimer, jaz vem, da sem zdaj, nočem res ne kritizirati, ampak so tam ljudem govorili, pa dajte svoje izdelke na Facebook, kje bo kmet še zdaj dal na Facebook, pa za to skrbel. Da gre za to, da je treba pač človeku, že, če mu res hočeš pomagati, mu moraš vedeti, kako mu pomagaš, ne? Ker tako, sam nekaj, ne? Zaradi nekaj reda radi, ne? Ja, mislim, jaz si predstavljam v prihodnosti, si predstavljam tako, to so majhne kmetije, ki delajo za lokalne skupnosti. Se pravi, ti, če delaš za celo Slovenijo, ne vem, če je možno, da ti narediš tako, da predeluješ, ne? Če pa ti delaš za vsako vas posebej, potem pa lahko, pa daš na Facebook, smo v tej vasi, a veš, ali pa za Ljubljano jih je pa 50 različnih, ne. A veš, sam ljudje si ne znajo predstavljati, treba je pristopiti, tudi jaz permakulturi ne bi pristopil. Če ne bi imel prijatelja, ne? Zdaj sem jaz prišel do tega, da vsakič, ko rečem permakultura, mi je, ni permakultura, vrt brez prekopavanja. Permakultura je večji pojem. To je prav filozofija življenja, to je način življenja. Vse zato bi jaz da malo več poveš tudi to, kaj je še druga, tako, ko sem jaz začel aplikacija permakulture na življenje, se pravi, da je za skupnosti in tako naprej. Kje še lahko apliciraš permakulturo? Ja, en velik pomemben del je ekonomija, a ne? Kako v bistvu bomo ekonomijo imeli pošlihtano, a ne? Da ne bomo odvisni od nekih velikih korporacij, bančnih sistemov in to je v bistvu tudi ko recimo poslušaš en zelo zanimiv intervju od Bill Mollisona, ki je bil ustanovitelj oziroma soustanovitelj permakulture. Zelo je zanimivo za poslušati, ker ima čisto avstralski naglas, ampak tako reče, tako malo pokritizira. Ja, ok, vaše babice so bile kao permakulturne, so imele svoje slive, pa so imeli svoje pridelke. Kaj je bilo pa z ekonomijo, ne? Zakaj so mladi šli potem v mesta delati, zakaj so v bistvu začele kmetije propadati, ne? Ker niso imeli vzpostavljenega dobrega ekonomskega sistema, ne? In tudi tukaj bomo mogli veliko narediti. In recimo permakultura se tudi s tem ukvarja, ne? Kako lahko lokalne skupnosti vzpostavijo nek lokalni ekonomski sistem, a ne? Potem se tudi ukvarja s tem, ko si rekel, a ne? Marsikdo od kmetovalcev nima dolgoročne strategije, a ne, kako bo on zdaj te pridelke tržil. Eno je pridelati, kako boš pa to pol tržil, pa kako boš potem od tega živel, a ne. Ampak zdaj sem takoj prekinila. Če to govoriš, naprimer, kje pa imamo v Sloveniji, mi se moramo pridružiti kakemu društvu permakulturnemu, oziroma kako prijemo zdaj do tega, da bomo v tem, o čem, kar ti prepoveduješ? So udeleženi. Ena stvar je, da greste pogledati na Društvo za permakulturo Slovenije. To je kar močno društvo, ki se ukvarja predvsem z razširjanjem znanja, pa v bistvu izobraževanjem na tem področju. V zadnjih letih je bilo kar dosti obiska na teh permakulturnih tečajih.
Potem se tudi izobražuje ljudi, kako potem te stvari učiti naprej, a ne, tako da tisti, ki želijo potem učitelji postati, a ne. Gre pa tudi za to, da malo prideš v družbo somišljenikov, a ne, da se imaš na koga za obrniti, da imaš malo, da marsikdo, ko prije recimo v tako društvo ali pa ko najde permakulturo, končno sem našel ljudi, s katerimi se lahko pogovarjamo, ne, pa s katerimi lahko skupaj razmišljamo o lepšem svetu, pa kako bomo to naredili, kar pač nekako vsi čutimo, da je treba narediti, a ne. Tako da Društvo za permakulturo Slovenije je ena, potem zdajle na Facebooku, zdajle na Facebooku je veliko teh nekih gibanj, katerim se lahko ljudje pridružijo, če samo malo pobrskajo za samooskrbo. Jaz osebno veliko, kaj je? Ja, tajt nekaj, no. Jaz osebno veliko tudi delam na grajenju skupnosti, ki ljudi podpira, da razvijajo samooskrbne posesti. Tako da mi je to neko poslanstvo. Začel sem z vrtom, a ne. Kaj? Ja, pridi sem. Tajt, pridi sem. Pet, no. Zdaj je on ujel. Ja, on je zdaj ujel trenutek, tajt, pridi sem. Je rekel, ne se preveč hvaliti. A ne. V glavnem, ja, se pravi, tudi meni je Društvo za permakulturo v bistvu odprlo ta svet, da sem tudi potem se šel v tujino izobraževati, da sem dejansko našel ljudi, ker ljudje so tista odskočna deska, za vse, kar hočeš narediti. Če te prave ljudi spoznaš, te malo brcnejo v rit, te malo porinejo v smer, v katero želiš iti. In pol je to. In če gremo zdaj na to, naprimer, tudi eden zelo znan indijski guru, prihaja konec marca, ne, on je tudi, v bistvu prihaja kot na eno misijo Pozdravimo zemljo, prav prst zemlja, ne, je posvečeno njegova turneja po celem svetu ali po Evropi, meni se zdi, ali kako, ne? Po celem svetu, ja. Po celem svetu. Sadhguru prihaja. Ja, jaz se ful veselim tega, v bistvu pozdravljam to, ker najbolj se veselim zaradi tega, ker ogromno je govora o ne vem kakih vse problemih, pa ne vem kakih vse nekih klimatskih spremembah pa vse, ne. V bistvu je pa ful pomembno, kaj se tle pod našimi nogami dogaja, ne, ker Zemlja res lahko reši zelo veliko problemov, ki jih imamo, a ne. Od tega CO2 v ozračju, to je vse odvisno od mikrobov, pa od zemlje, pa od tem, a ne, kaj one podpirajo, da se lahko to dogaja, ne. Veliko nekih življenjskih procesov, v katerih smo mi odvisni, je odvisno od zdravja naših tal, a ne. Alan Savory je eden mojih takih najbolj priljubljenih mentorjev, on pravi, a ne, ne bi bilo šolstva, ne bi bilo ekonomije, ne bi bilo ničesar, če ne bi imeli mi agrikulture, se pravi kmetijstva, a ne. Ti boš meni dal vse ta imena, pa bom pod podcast napisala tudi, da se lahko, veš, da Jaka, ne, da bomo to lahko... Boš linke, če imaš linke. Ja, linke, da bomo... Mene to bolj zanima, kaj Sadhguru pride? Ja, Sadhguru pride. Pride v bistvu, ima turnejo, kjer bo on obiskoval tudi malo bolj te, kako bi rekel, ljudi z vplivom, a ne, da bojo tudi potem malo, kako bi rekel, da bomo širili to idejo. Tako, predvsem se dogaja na zavesti veliko tukaj, a ne, da bojo ljudje malo več, se malo bolj zavedali problema, pa kako ga lahko rešimo, a ne. Ker ni vse tako rožnato, tudi v Sloveniji ni tako rožnato, kakor se nam zdi. Smo sicer zelo zelena dežela, pa tako, ampak ja, je treba kar veliko narediti, no. On v svoji Indiji je kar veliko naredil, on tudi veliko, se pravi, pogozdujejo, pri nas tega nimamo problema, ne? Ne. Po moje ne, ker se kar zaraščamo.
vseeno, zelo je povezano, ker tudi v Indiji so mogli na teh velikih površinah nagruntati, kako pridelati hrano v bolj trajnostnih sistemih, se pravi s pomočjo dreves, grmov, se pravi z ekosistemi, kamor ne rabimo mi vsako leto znova posegati pa iste stvari početi. In tudi v Sloveniji imamo zelo ogromen potencial na tem področju, da ne rabimo biti toliko odvisni od nekih enoletnih rastlin, ampak smo lahko dosti bolj odvisni od trajnic, se pravi od dreves, grmov. Ja, kako pa to gre, naprimer, z drevesi se lahko, mislim, kar se tiče dreves, se lahko hranimo, kaj spomladi z listki? Imamo tudi, Naprimer, recimo kostanj je en zelo lep primer. Za kostanj se govori in je tudi pač res, to je koruza na drevesu. Ja, In namesto, da mi vsako leto meseca aprila zorjemo ogromne površine koruze? in potem dejansko ves ta humus pa vsa ta organska snov oksidira v zrak, pa mi dejansko tudi pobijamo ogromno življenja v tleh na tak način, mi dejansko vsako leto degradiramo tla, da mi to koruzo pridelamo. Medtem ko pa recimo kostanj je pa trajna rastlina in tla pod njemu so vsako leto boljša, bolj živa. Zihar pride pa kakšna stvar, če pa pol posadiš pa kostanj. Pa tudi zihar ni To dobro. je pa tudi velika napaka, ki jo pa počnejo, recimo, to je tisto, ko grejo iz neke sam ekonomske računice. Ok, zdaj bom pa jaz naredil nasad orehov in pol je monokultura orehov in imajo ljudje iste težave. Poleg tega pa pol ugotovi, zdaj če meni oreh po 10 letih, ko sem že toliko keša zdelal za ta nasad, pa imam jaz dejansko samo oreh, potem pa prije, 3 leta zapored pozeba, glih v tistem nepravem času, pa nimaš nič od tega. Propadeš, ne? In tukaj mi v permakulturi, pa pri teh regenerativnih ekosistemih se probamo čim bolj zavedati, pa čim bolj delovati v tej smeri, da delujemo po zakonih narave, ker potem mi dejansko vzpostavljamo ekosistem. Mi ne delamo nasadov, mi ne delamo sadovnjakov, ampak probamo vzpostavljati ekosisteme, zato ker če ena rastlina propade ali pa če ne da, imaš ti še 20 drugih elementov noter v nasadu oziroma v tem ekosistemu, ki ti lahko nekaj ponudijo. To je zanimiva. Permakultura je meni predvsem zanimiva zaradi tega, ker jaz sem pa njih kontra, jaz pa nisem načrtovalec. Meni pa ni, tako naravno mi je, toliko tuja stvar mi je to, kar ti govoriš, ampak mi je pa vedno bolj zanimiva, ker vedno bolj opažam, koliko lahko pozitivnih stvari in koliko je dolgoročna to stvar, ki je pa v bistvu dolgoročna, ti pa manj, si manj, imaš višek ti ostane, tako kot si rekel, če imaš pravilno sestavljen, pa da v bistvu ti to vzpostaviš, pa lahko čez 5-10 let v bistvu si res v bilju. Ampak je pa, začeti pa zihar ni lahko. Začeti se mi pa zdi, da je še ekstra težko v bistvu. Zato bi se vrnil zdaj kar na Indijo nazaj. Veš, tam so mogli ljudi prav prepričevati, dajte posaditi drevesa. Ne bomo sadili drevesa, kdo bo drevesa jedel? Ne moremo od dreves živeti. Zdaj pa ugotavljajo, da imajo večjo blaginjo, zato ker ni tu samo hrana, tu je potem še energija, kurjava. Točno, ja. Hrana za živali, ogromno je tukaj pol teh. Cel krog se spet postavlja, ne? Na nek način moramo ratati spet lovci na brjalci, mogoče za nekateri lovci ne rabi biti, ampak pač malo bolj moramo spet postati malo bolj divji človek, pa povabiti divjino v svoje življenje. Jaz ful to verjamem. Jaz želim, moje poslanstvo je res spet to divjino, ki je včasih bila, povabiti, pa postati malo bolj divji človek, pa koristiti to, kar nam je dano tako, kot je. Ne rabimo vse imeti pod kontrolo, ne rabimo vse imeti... Ja, to težko spuščamo, ne? Manj je več, je težko sprejeti. Malo potruditi se in počakati.
A veš, da drevo zraste, da se Ne vzpostavi. imeti koruze, ker hočeš iti v trgovino po koruze. Tako je, Boh ja. ne daj. Ja, pri koruzi naprimer, so še to pomislena. Tam greš pač in z sem unim tako rekel, kombajnom in tako lepo pospraviš tam. Kostanja pa ne more stroje nabirati. Ne? Lahko. Lahko tudi Ja, kostan ja, nabira ja. stroj. To je vse del tudi načrta pola, ne? Aha. Ker lahko ti te nasade Ti ga lahko na klanc posadiš drevo, pa se samo nabira. Tako, ja. Se sam nabira kostan dol. Ja, recimo zadnjič sem glih na YouTubeu gledal en prispevek iz Italije, tako sem bil, kar nebesa sem jim prikazala. Tako, kako kostan poberejo, vse mehansko, ne? Brez da bi karkoli potem zemljo uničevala. Mehansko poberejo, listje se lepo pusti kot zastirka, tisti kostan potem posušijo v enih takih sušilnicah, dejansko dosti podobnih kot pri nas, kaki seniki pa to. In potem to na eno priključek na traktorju, notri zmečejo in to vse v lupi, mehansko in pol delajo kostanjevo moko. Ja, pa žirovo moka tudi ne. Ja, no to pa kavo jaz pijem, ne, tole, ja. Ja, in to so zdaj mogoče stvari, ko izgledajo dosti sanjaške, samo to se že dogaja, to že deluje in dosti kmetovalcev po svetu, tudi v Sloveniji v tem dejansko delujejo v to smer. In to je naša prihodnost, drevesa, divjina, pa kako jo koristiti, to je naša prihodnost, ker drugače ne bo šlo skozi. Ja, delimo to, Ja. eden po eden, ne, se jaz sem tako tudi z oddajami začela, tudi v gledališču. Če sedi eden, pa bosta drugič dva in tako naprej, to je pač treba imeti živce, ne, zavest, o kateri Sadhguru tudi govori, ne. Ja, in to, kar on zdaj počne, je zelo dobrodošlo, zato da s prstom pokažemo res na problem, ko je resnični problem, ker kup je zdaj ustrahovan, pa nekih, ne vem, sistemov, kaj je prav, kaj ni prav in tako naprej. Ja. Ful je kao enih problemov, ko jih imamo, ko jih je treba rešiti, ampak izvornih problemov je zelo malo. In zemlja je definitivno en izmed teh problemov, ko ga rešujemo. Ja, jaz vsem privoščim, da se zaljubite v zemljo. Jaz sem zaradi tega, mislim, 3/4 moje sreče izvira iz nje, iz tega. A veš zakaj? Zakaj? Hvala, mami. V zemlji so bakterije, ko priješ ti v stik z njimi, se sprošča hormon sreče. To sem pa zadnjič brala. Ja. In to je res, pač prav bakterija je, ki ti sproži oksitocin in si bolj srečen. Krasno. Jaz sem, samo to še povem za konec, moja mami pokazala video tvoj, ki si z orjem, z unim, ne? Ja. To je, bomo zdaj še na koncu podprli malo enega kolega, Martina Veselka, ne? Ki dela ta orij, ne, orodje, ker moja mama za prekopavati, ne? In sem rekla, glej, ja, pa plevel, ne, sem rekla, poglej, in tvoj posnetek sem kako si z onim orjem, 1, 2, 3, pa plevevček lepo gor na zemljico dal in je super in nobenega prekopavanja. In je rekla, tem pa probala na eni mali gredici. Tako je, tako da si pogledajte Ori Tools, napišete v Google, pa vam bo Da naredimo še kaj dobrega za naše permakulturnike. Za slovenske proizvajalce. Tako, hvala ti. Ja, nikaj. Aljaž, a se je kdo kaj zaljubil? Prosim, če napišete, če ste se kaj zaljubili. Hvala, Aljaž, za Ja, nikaj, z veseljem. Definitivno se bomo še podružili. Ja. Meni se spet malo vzbudili. Danes, ko smo se pogovarjali, že razmišljam, kje bom začel gor na vrtu spet delati. Ne, bomo res. Tudi da te male naučimo. Ja, naprimer, imamo tukaj tvojo hčerkico, vnukinjo in bomo z njo, tako da bomo učili in da bomo šli konkretno, ker se mi zdi, da je konkretno zelo dobro videti. Tako, ja. Ker mi zdaj teoretiziramo, pomlad prihaja, čas, ko se to dela, evo, pa se vidimo. Imajo tudi možnost iti na vrt brez prekopavanja.si, če hočejo. Evo, ti kaj povej, prosim, vse. Pa na aljažplankl.com, če želite podporo v vrtnarski smeri ali pa na neki bolj celostnih rešitvah. Ja, menjajmo si semena, ne dovolimo, da nam bi kdorkoli semena vzel naša, ne? To je zelo pomembno, Ja, jaz tudi lahko povem semena komot, lahko vzdržite tako, da jaz naredim tako, da dam na serveto, se pravi papirnato serveto,
potresem semenčka, posušim tam in bolj samo tisti papirček dam lepo noter v zemljo in gre naprej. Ja. Mi boš dala svoj mail, ker imam en zelo dober način za shranjevanje paradižnikovih semen s pomočjo fermentacije. A res? Ja, pol ful dlje zdržijo, pa dosti bolj kvalitetno so. Ja, hvala! Vrt brez prekopavanja.si pa aljažplankal.com. Ja. Dajmo se. Kaj smo rekli? Like, share and subscribe. Ja, tukaj spodaj, bomo veseli. Ja, ful hvala. Sadhguru pa konec marca. Ja. Adijo. Čau. Bom.